tako prestrašen? Okoli 1:30 zjutraj, le nekaj ur po materinskem dnevu, so se policisti šerifovega urada okrožja Orange odzvali na streljanje na vzhodni strani Orlanda. Ko policisti prispejo na kraj dogodka, jih pričaka kaos. Jezus, o bog, tako velike! Ustrelil si mojega otroka! V redu, nazaj. Da, gospod, nazaj! O, gospod, usmili se! Gospod, usmili se! Temnopolt moški, ustreljen v prsni koš, neodziven, brez pulza. Poskusil ga bom dobiti po telefonu in začeti TPO. Kdo je strelec? Nismo prepričani. Ima drece in belo majico. V redu. V redu, ostan tam. Ustrelite ga v rit. Naredite to zdaj. Potrebujem ga tam. Ustavi se, pridi sem. Na telefonu. Si na telefonu. Pridi sem. Sem na telefonu z njim. V redu, nehaj. Sem točno tam. Kam kažeš? Šerifov pomočnik je rekel, nehaj. Nehaj, to je moj dom, gospod. Kam kažeš? Nehaj. Nehaj. Nehaj, daj roko za hrbet, naredi to zdaj. Spusti telefon. Spusti telefon. Si kazal na nas? Ne, jaz sem ga ustrelil. On je streljal name, ko me je napadel v moji hiši. Poskušam ti prijeti roke, da bo lažje z lisicami, ja? Tukaj sem. Strelec se predstavi kot 29-letni Lawrence Doherty. No, lahko odpeljete nazaj pred mojo hišo? Ne, gremo na zadnji sedež tega avtomobila. To je smešno. Strelek. To je moj dom. To je moj dom. V redu, za zdaj ste samo pridržani. To je moj dom. To je dobesedno moja hiša. Samo preverjam, da nimaš ničesar. Ne, nimam ničesar. Lahko gremo nazaj k meni domov, šef. Ne zdaj. Ne zdaj, človek. Zakaj? Ker je to trenutno obravnavano kot kraj zločina. Torej. Nimam ničesar. Prosim, dovolite mi, da še enkrat preverim. Recimo, brat. Misliš, da bomo sedli, prijatelj? V redu. Ja. Nekaj, pejte sest. Lahko pokličem svojega odvetnika. Čakaj. Ja. Zdaj ne morem govoriti po telefonu. Trenutno ste pridržani. Kar daj in za trenutek vklopi ritem. Le nekaj metrov stran se njegova žrtev bori za življenje. Vi ga boste lahko rešili. Torej, poskusili bomo narediti moj znak. Zdaj moram samo stati ob strani poti, prav? Pretrasena ženska se predstavi kot Tara Walker. Policistom pove, da je žrtev njen fant, 31-letni nekdanji NBA igralec Adrian Payne, krilni center, ki je v ligi preživel 4 sezone. Kako gre, prijatelj? Umira. Je prezgodaj, prehitro je reči, ampak ne zgleda dobro. Nisem pa zdravnik. V nekaj minutah prispejo reševalci. In Adrian je hitro prepeljan v bližnjo bolnišnico. Medtem Lawrence policiji pove, da je on prava žrtev. Izstopil sem iz očetovega tovornjaka in videl tega gospoda pred svojo hišo. Njegov avto pa sem že večkrat opazil. Stekel sem do njegovega avta. Pristopil sem k njegovemu avtu in on je izstopil iz avta. Gospod je visok, kakih 2 metra in 13 centimetrov, gospod. Vidite, kako visok sem jaz. Segal je v hlače, kot da bo prijel za pištolo. Stekel sem v svojo hišo. Imam sina in očeta v tovornjaku in zaščitil sem nas. Razumeš, kaj govorim? Slišim, kaj govoriš. Ampak zakaj sem v lisicah? Ker si pravkar nekoga ustrelil. Kje si dal pištolo v hiši? Je v hiši. Pokazal vam bom. Ne moreš iti v hišo, ker je to prizorišče zločina. Obravnavaš me kot osumljenca, brat. Nažalost si osumljenec. Ali nimam pravice v svoji hiši se braniti? Zato izvajamo preiskavo, da ugotovimo. Da ugotovimo, kaj se je v resnici zgodilo. Policisti hitro identificirajo še 2 ključni očividni priči. Ena izmed njiju je Adrianova punca, Tara. Zakaj sem tukaj? Zakaj pa nisem tukaj?
Ti si bila tukaj, Ti si bila tukaj na priberišču. še videla. Želim si, da nikoli ne bi šel z mano, želim si. O moj bog, želim si, da bi se lahko vrnila in umrla. Želim si, da nikoli ne bi prišel, tako sem. Kaj, Erik? Druga priča, Lorencov oče, Larry, je prav tako videti v šoku. Gospod, vdihnite. Vem, da je veliko. Vdihnite zane, prav? Kaj? Kaj se je zdaj zgodilo? No, pripeljal sem svojega sina in njegovega sina. O, je to ta hiša? Ne. In si tega pa prihaja, prav? Tip je izstopil iz svojega avta. Govori neke besede in sem rekel, hej, si v redu? In on pravi, ne. Torej gredo v to hišo in potem ta tip tukaj, on se bo premaknil in potem da preprosto ustreli. Ne ustreli ga kar tako. Redu. Vem, da je veliko človek. Vem, da je veliko. Veš, tisti, ki sem ga ustrelil, to je moj sin. Larry pove policiji, da je bil njegov vnuk, Lorencov 10-letni sin, z njim v tovornjaku, ko je prišlo do streljanja. V zmedi, ki je sledila, je izginil. Našli bomo 10-letnika. 10-letnik bo pobegnil. Policija najde prestrašenega otroka v njegovi hiši in pokliče njegovo mamo, Lorencovo dekle, Tatjano Mesa, naj pride pon. Samo na hitro, tvoja mama želi, da te vidimo in se prepričamo, da si v redu. V redu, gospa. Mami! Sem že. Hej, kdo si ki? Medtem ko policisti obdelujejo prizorišče, prejmejo sporočilo iz bolnišnice. Adrian Payne je bil razglašen za mrtvega zaradi streljne rane v prsni koš. Kasneje tistega jutra je Lawrence Doherty obtožen umora prve stopnje. Izreče se za nedolžnega in se sklicuje na samoobrambo. Zdaj na detektivih, da ugotovijo, ali govori resnico ali ne. Pripeljejo Adrianovo dekle, Tara Walker, da pove svojo plat zgodbe. Tara, povej mi, kaj se je zgodilo nocoj? Moja najboljša prijateljica je Tatjana Mesa in okoli 1:04 zjutraj mi je poslala sporočilo in napisala: Hej, si budna? In odgovorila sem ji in ji povedala, da sem. In odgovorila mi je nazaj in rekla: Prosim, pridi k meni domov čez 15 minut. In rekla sem, ali je vse v redu, ni mi odgovorila nazaj. Tatjana Mesa je dolgoletna Lawrencova punca in mati njegovega sina. Po Tarinih besedah imata Tatjana in Lawrence zelo toksičen odnos. Njuni prepiri pogosto postanejo grdi. Vedno gremo skozi to in sem nekako kot posrednica, vedno sem tam, da pomirim situacijo. Ne bi ravno rekla, da sem zaščitnica, ampak sem tam, da poskrbim, da je fizično ne poškoduje. Potem, ko ji je Tatjana poslala sporočilo, je Tara sedla v avto in se odpeljala do Lawrencove hiše. Na poti tja je poklicala Adriana. Tako sem bila na telefonu s svojim fantom Adrianom. Bil je na poti k meni domov in rekla sem mu, da moram najprej k Todu. Nekaj se dogaja, prosila me je, naj pridem. Običajno je to nujno, saj je tako pozno po noči. In on je rekel, v redu, zapeljem z avtoceste in se dobim s tabo tam. Skoraj sem že tam. Jaz pa sem rekla, ne dragi, pojdi domov in bodi z otroki. Pusti, naj grem samo pogledat, kaj se dogaja. In Lawrence je vroče krven in nočem, da bi mislil, da si tam zaradi nečesa. On pa je rekel, ne, tam sem zaradi tebe, ker se ti je zadnjič spravil čisto pred obraz. In veš, on je preprosto nespoštljiv in grd do tebe. Tara pravi, da sta z Adrianom ostala na telefonu in da je on prišel do Lawrenceve hiše, preden je prišla ona. Bila sem na telefonu z njim. Slišala sem, kako mu je Lawrence govoril. Zakaj si pri moji hiši? Zakaj si pri moji hiši? Vidiš, ni bilo nobenega prepira, bilo je samo, zakaj si tukaj? In Adrian je bil samo tako, veš, kar pojdi naprej, nočem se ukvarjati s tabo. Nekaj minut kasneje, ko je Tara prispela do hiše Lawrenca in Tatjane, Tatjane ni bilo tam. Tudi Lawrenca ni videla. Do takrat se je Lawrence že vrnil v hišo. Predvidevam, da je šel v hišo, da bi vzel svojo pištolo. Tara pravi, da je Adrian parkiral na ulici pred Lawrencevo hišo. In potem sem šla do njegovega avta, da bi mu povedala, dragi, grem noter, ne prihajaj v hišo, ker je očitno zelo vroče krven. In takrat je sedel v avtu. Sedel je v avtu in odprl je vrata. Z nogo je odprl vrata. Torej, parkiraš avto, izstopiš. Pogovarjaš se z Adrianom pri avtu. In medtem, ko se pogovarjaš z njim, pride ven Lawrence.
Obrnem se, da grem in vidim, da prihaja ven Lorenz. Nekako upočasnim, ker vidim, da ima nekaj takega v svoji beli srajci. V redu, si lahko takoj povedal, kaj je bilo to? Ja, vedela sem, da je bila pištola. V redu, kaj te je prepričalo, da je bila pištola? Po načinu, kako jo je držal. Po načinu, kako se je držal. In slišala sem, da je Larry rekel: Lorenz, kaj imaš? Kaj delaš? Kaj sploh delaš, Lorenz? In potem je Lorenz potegnil pištolo ven in jo dvignil. Jaz pa sem dvignila roke in rekla: prosim, Lorenz, tat nam je rekel, naj prideva. Tat mi je rekel, naj pridem. On ni. On je tukaj zame, da poskrbi, da sem v redu. In rekel je: zakaj si tukaj? In potem ga je samo ustrelil. Jaz pa sem se obrnila nazaj. In videla sem, kako je Adrian prijel za prsi in se nagnil proti sovoznikovi strani, nato pa se vrnil na voznikovo stran. In gledala sem, kako si Lorenz samo pogladi lase nazaj, se obrne in počasi odide v hišo, kot da se ni nič zgodilo. V redu, ali je Lorenz rekel še kaj drugega, poleg zakaj si tukaj? Je rekel še kaj drugega? Nič. Koliko strelov ste slišali? Enega. Samo enega? V redu. Je imel Adrian takrat kaj v rokah? Ne, v redu. Ni držal niti mobilnega telefona. Ni prijel mobilnega telefona. Dobesedno je sedel tam in samo opazoval. Vidite obe roki. Jasno kot dan lahko vidite, kaj počne. V redu. Ali ima Adrian pištolo? Ne. V redu. Torej nima pištole. Ali jo je imel, ko ste bili tam? Ni naredil nobenih gibov, kot da bi imel pištolo? Ne. V redu, Taga. Lahko dvigneš desno roko? Prisegaš, da je vse, o čemer sva danes govorila, resnično? Prisežem. Želim si, da ne bi bilo. Bog mi je priča, da si želim, da ne bi bilo tako. Želim si, da bi bilo tole sanje. O, bog. Ko detektivi govorijo s Tatjano Mesa, potrdi, da je poslala sporočilo Tari in jo prosila, naj se z njo sreča na kraju dogodka. Tatjana tudi razkrije, zakaj se je obrnila na Taro po pomoč. Jure pred streljanjem sta s Lorencem peljala sina Claryju domov na družinsko srečanje in takrat so se začele težave. Čas takrat v kuhinji, praznovali smo materinski dan in potem smo se pogovarjali o preteklosti, predvsem o moji preteklosti, in on je začel postajati jezen. In jaz sem bila, seveda, jezna zaradi njegove preteklosti, veš. In ko se je pogovor stopnjeval, je omenil nekaj stvari iz moje preteklosti, ki so me res, res razburile. Tako da, ko je bil pred manom, je govoril o tem v obraz, sem ga nekako odrinila nazaj in on je odrinil mene nazaj. In takrat je rekel, da želi domov. Tatjana pravi, da mu je Larry ponudil prevoz. Nato je odpeljal Lorenza domov z vašim 10-letnikom in vi ste ostali tam. Tatjana je ostala tam in poslala sporočilo Tari, naj jo sreča pri Lorenzovi hiši. Še vedno je bila pri Larryjevi hiši, ko jo je Tara poklicala. Kaj vam je povedala? Rekla je, da je Adrian mrtev. In vam je povedala, kako je do tega prišlo? Vam je sploh kaj povedala? Ničesar mi ni razložil. Ker ni bila tam, Tatjana ne more govoriti o streljanju. Ampak Lorenzov oče, Larry, pa lahko. Pomagajte mi razumeti, kaj se je nocoj tukaj zgodilo. Sina sem peljal domov. V tovornjarku sem imel svojega vnuka. Ko smo zagledali avto, sem mislil, da je SUV, ker je imel zelo močne luči, usmerjene v tovornjak. Rekel sem, kdo je to Lorenz? Rekel je, da ne ve. Samo nekaj je zamrmral. In izstopil je iz tovornjaka. V redu, torej ste povedali, da je Lorenz izstopil. Ja, Lorenz je izstopil, kot da bi ne vem, kdo je bil tisti fant. Pravkar sem ga videl, to je prvič, da ga sploh vidim. In šel je do tistega tipa, da bi se pogovoril z njim. Tip je bil res visok. Izmenjala sta nekaj besed. In ko je odhajal, ko se je vračal, in se rekel, je vse v redu. In on je, mislim, ne vem, če je rekel, ne vem, ali kaj, ne. Ampak potem vidim, da tip spet izstopi iz tovornjaka, iz avta. Kot da je naredil nek gib. In sem videl, rekel sem, kaj pa delaš? Kar naenkrat zaslišim strel. Začel sem kričati in vpiti. Vse se je zgodilo tako hitro. Prav. Ko ste slišali strel, ste bili še vedno v svojem tovornjaku? Gledal sem skozi svoje okno. Torej po strelu, Lorenz, kaj storite? Ne
Vem, Ne vem, kaj je naredil. nisem videl ničesar, kar bi se dogajalo. Torej, izstopite iz svojega tovornjaka. Greste do stečem, da vidim, kaj se dogaja s fantom. Vidim, da v avtu ustreljen, da poskušam ga oživljati. V redu, ste ga potegnili iz avta? Je bil bolan? Ne, govoril sem mu, naj ostane z mano. Trijel sem ga za roko, da bi videl, če kaj čutim. V redu. Sprva sem ga lahko slišal. Slišal sem ga. V redu? Slišal sem ga. Ostani z mano. Ostani z mano, fant. Ostani z mano. Prav. Prijel sem ga za roko in na koncu boš popolnoma prepričan. Na kraju dogodka je Lawrence policistom povedal, da je bil Adrian oborožen. Tara je rekla, da ni bil. Detektivi so vprašanje zastavili Larryju. Ali si ga kdaj videl, da bi potegnil pištolo? Ne. Ali so se njegove roke dvignile, kot da bi držal pištolo? Nekolikor vem. Na prizorišču pri Adrianu niso našli pištole, zato policija temeljito preišče njegov avto. In ne najdejo ničesar. Brez dokazov, ki bi podprli njegovo zgodbo, se zdi, da je Lawrenceova trditev o samoobrambi na trhlih temeljih. Medtem ko preiskava poteka dalje, je Adrian Payne pokopan v svoji domači zvezni državi, Ohio. Na njegov spominski slovesnosti Pact so se družina, prijatelji in nekdanji soigralci poklonili moškemu, ki so ga opisali kot nežnega velikana in ki je premagal težko otroštvo, da bi uresničil svoje sanje in zaigral v ligi NBA. Mine nekaj mesecev in medtem ko se Lawrence Doherty pripravlja na svoj dan na sodišču, njegova pravna ekipa vloži predlog za zavrženje zadeve. Trdijo, da je imel Lawrence po spornem zakonu Stand Your Ground pravico uporabiti smrtonosno silo proti Adrianu, ker ga je imel za resnično grožnjo. Zahteva je zavrnjena. Julija 2025 primer končno pride na sojenje. Zdaj bomo začeli z uvodnimi izjavami odvetnikov, nato pa bomo prešli na pričanja prič. Priče ena za drugo stopajo na klop za priče, vključno z Adrianovo punco Tara Walker. Med njenim pričanjem v sodni dvorani nastane tišina, ko tožilci predstavijo posnetek streljanja, ki so ga pridobili iz sosedove varnostne kamere. V redu, rad bi se vrnil k temu in vam zastavil nekaj vprašanj o nekaterih glasovih in stvareh, ki jih slišimo na posnetku. V redu. Tisti glas, ki ga slišimo tam, je to vaš glas? Pravilno je. In kaj tam govorite? Ne vlejci pištole. Pri navzkrižnem zaslišanju obramba poskuša prikazati Taro kot pristransko pričo. Vem, da to zveni kot zelo neumno vprašanje in oprostite moje nevednosti, ampak bi lahko rekli, da imate radi gospoda Payna, kaj ne? Pravilno. Ne bi želeli, da bi imel slab sloves, kaj ne? Ne. Res je, naredil bi vse, da zaščitite njegovo ime, ne? Kaj mislite s tem, ko rečete vse? Je to pošteno? Bi vi? Ne, ni nujno. Nima več vprašanj za me. Pred začetkom sojenja se vsi sprašujejo, ali bo Lawrence pričal svojo obrambo. Ure po Tarinem pričanju je na to vprašanje odgovorjeno. V redu, lahko pokličete svojo prvo pričo. Rad bi poklical gospoda Lawrencea Dohertyja. Gospod Doherty, prosim, če se odpravite do pričevalske klopi. Se spomnite, kaj se je zgodilo 9. maja leta 2022? Da, se spomnim. Ste sodišču in poroti pojasnili, kaj se je zgodilo? No, okoli 1:30 zjutraj sva z mojim sinom in očetom šla k meni domov. Moj oče naj je peljal domov. In ko smo prispeli, vidim avto parkiran na vogalu moje hiše. In samodejno sem domeval, da je bila Tara. Sorry. Zdelo se mi je čudno, da je parkirala ravno tam, ker običajno parkira na dovozu.
ali pred hišo. In tako grem tja, da pozdravim in rečem, hej, zakaj si parkirala tukaj? In gospod Payne izstopi iz avta. In ko izstopi iz avta, gleda name, roko ima za pasom in vidim nekaj srebrnega, kar štrli iz njegovega boka, njegova roka pa je na tem. Vprašal sem ga, kaj delaš tukaj, in rekel je, ne igram se s tabo, ubil te bom. Rekel sem, kaj? Dvignil sem roke v zrak. Začel sem paničariti, moj oče spusti okno in me vpraša, ali je vse v redu. In rekel sem mu, ne vem. Tako grem v svojo hišo. Vzamem svoje strelno orožje, da bi lahko varno pripeljal sina v hišo. Ko se vrnem ven, vidim, da je gospod Payne svoj avto premaknil še bližje. Spet je izstopil iz svojega avta. Stojim na svojem dovozu in ga sprašujem, zakaj ste tukaj? Kaj počnete tukaj? Zakaj ste tukaj? Lahko prosim odidete? Lahko prosim odidete. In samo strmi vame. Ste sploh imeli kakšen odnos z njim? Ne, gospod. Ste ga povabili sebi domov? Oprostite? Ne, gospod. Zakaj ste šli nazaj v hišo? Zakaj ste šli v hišo? Ker sem čutil, mislil sem, da bom umrl. Zakaj si se pa tako počutil? On je zunaj moje hiše. Pravi mi, da me bo ubil. Sem sin zunaj, moj oče je zunaj. On je tam sam, nihče, nisem. Ko ste se vrnili ven, ste imeli to strelno orožje najprej, ali ste imeli dovoljenje za prikrito nošenje orožja? Da, gospod. Ste že prej obiskovali tečaje samoobrambe? Da, gospod. Ko ste prišli ven, ste izrekli še kakšne dodatne besede, a ste takrat kaj povedali? Da. Kaj je bilo to, če sploh kaj? Rekel sem, lahko prosim odidete, zakaj ste tukaj? Lahko prosim odidete, zakaj ste tukaj? Kakšen je bil odgovor, ki ste ga dobili? Ni rekel ničesar, samo strmel je vame. A se je gospod Payne zdel, kot da sega po ničem? Da. Ko sem rekel, zakaj ste tukaj, morate oditi, morate oditi. Zakaj ste tukaj? Vidim, da je šel takole, dvignil roko, kot da name dviguje pištolo. In enkrat sem ustrelil, poklical policijo in odpeljal sina v hišo. Gospod Doherty, postavil vam bom to vprašanje. Ali ste videli strelno orožje v roki ali v posesti gospoda? Da. Ste se počutili, kot da je vaše življenje bilo v nevarnosti? Da, jaz, moj sin in moj oče. Nima več vprašanj, John. Pri navzkrižnem zaslišanju tožilstvo močno pritiska na pričanje Lawrencea. Rad bi govoril o nekaterih drugih stvareh, ki ste jih povedali med svojim neposrednim zaslišanjem. Bili ste zelo jasni v svojem pričanju pred 5-10 minutami, ko vas je vaš odvetnik vprašal, ali ste videli strelno orožje, kaj ne? Rekli ste, da videl sem strelno orožje. To je bilo vaše pričanje pred, mislim, 10 minutami, kaj ne? Pravilno. Pravilno. V dramatičnem trenutku se zdi, da se Lawrenceva prejšnja izjava detektivom vrne kot bumerang. Torej, gospod Doherty, prebral bom iz tega prepisa, začel bom pri vrstici 25 na strani 35. Detektiv Gilberti, to je njegovo vprašanje za vas. V redu, ali ste kdaj videli pištolo? Gospod Doherty, ne morem reči, da sem nujno videl pištolo, ampak če mi kažete ta gib, sem obiskoval tečaje za prikrito nošenje orožja. Prej sem obiskoval tudi tečaje samoobrambe. Če mi nekdo pristopi na tak način... In to je vaš odgovor. Torej, ne morete dokončno in pošteno reči tej poroti. Ugovor... Vaša čast, ugovarjam, ker je vprašanje prepirljivo. Ugovor je sprejet. Ne morete z gotovostjo trditi, da ste videli pištolo. Ne morete, ni ugovora. Vaša čast, isti ugovor, vprašanje je prepirljivo. Ugovor sprejet. Čakal sem in sedel na zadnjem sedežu policijskega avtomobila 7-8 ur. V sobi za zaslišanje sem bil 6-7 ur. Nisem spal.
Bil sem izjemno utrujen in moj spomin na to, kaj se je zgodilo, bi lahko bil morda, veste, ne vem. V redu, torej takrat tega nisi rekel, ampak zdaj to praviš, kaj ne? Rekel sem. Zdaj, na neposrednem zaslišanju ste omenili, da ste bili zaskrbljeni za svojega sina in za svojega očeta, ki sta bila prisotna v času streljanja, kaj ne? Je to pritrdilni odgovor? Da, gospod. Opravičujem se. Ampak tudi po vaših besedah žrtev nikoli ni grozila vašemu sinu, kaj ne? To vprašanje je pravzaprav argumentativno, vaša čast. Zavrnjeno. Žrtev nikoli ni grozila vašemu sinu, kaj ne? Pravilno. Je to pravilno? Je pravilno. In žrtev nikoli ni grozila vašemu očetu, kaj ne? Pravilno. Ni nujno, da je bila grožnja namenjena njim. Strinjali bi se tudi, da. Mesto, kjer je bilo parkirano žrtvino vozilo, ni bilo v vaši lasti, kaj ne? Sosejska se šteje za mojo lastnino. Sosejske ne posedujem, ampak je to moje bivališče. Tam živim. Ampak da bo jasno. Gospod Payne nikoli ni stopil v vašo hišo, kaj ne? Ni. Ko ste šli v svojo hišo, da bi se oborožili s strelnim orožjem v tem primeru, vas žrtev ni sledila, kaj ne? Ni. Ostal je pri svojem avtu. Pravilno. In tako ste šli noter, takrat bi imeli čas poklicati 911, če bi menili, da je to potrebno. Pravilno. Ampak tega niste storili, kaj ne? Nisem mislil, da je bilo to v tistem trenutku potrebno. V redu. Kar si ocenil kot potrebno, je bilo, da si vzel svoje strelno orožje, šel ven in ga ubil, kaj ne? Ni. Ampak to si naredil. Po pričanju Lorenza se obramba zaključi in porota začne z razpravo. Naslednji dan, 30. julija 2025, sprejmejo razsodbo. V redu, obrazci za razsodbo so v redu. Prosim, če lahko preberete razsodbo. Na okrožnem sodišču Severnega sodnega okrožja 8-4 okrožje Orange, Florida, Zvezna država Florida, proti Lorenzu Dohertyju, številka primera 2022, CF 5250. Razsodba glede prve točke obtožnice. Ali porota obtoženca spozna za krivega umora druge stopnje, kot je navedeno v obtožnici? Tako pravimo vsi, zapisano v Orlandu, okrožje Orange, Florida. Mesec dni kasneje sodnik odloči o njegovi usodi. Glede na vse to bom izrekel naslednjo kazen. Razglašam vas za krivega kaznivega dejanja in vas obsojam na dosmrtni zapor v Zavodu za prestajanje kazni v Floridi z obvezno dosmrtno kaznijo zaradi posedovanja, uporabe in smrti domnevne žrtve, v tem primeru s strelnim orožjem. Medtem ko dosmrtna kazen Lawrencea Dohertyja končno prinaša zaključek primera, pa bližnji Adriana Payna zavedno nosijo bolečino zaradi njegove nesmiselne smrti. Ukradil si človeka, ki bi moral voditi najinega sina skozi življenje. Človeka, ki bi moral biti tam za njegove prve korake, njegov rojstni dan, njegov prvi šolski dan, njegove mature in vse posebne trenutke vmes. Adriana ni več. Lawrence je pokopan 2 metra pod zemljo. Star je bil 31 let, enako kot si ti danes. Zato naj ti Bog odpusti, ker ti jaz ne morem. Še kakšna vprašanja ali skrbi? V redu, gospod. Imate pravico vložiti pritožbo zoper sodbo, če to želite. To morate storiti pisno v naslednjih 30 dneh. Če si ne morete privoščiti odvetnika za namen pritožbe, vam ga lahko dodelijo. Sledi odmor.